Živijo, sem Manca Čampa Pavlin in to je 3. epizoda podcasta Ona Plus za ženske z vizijo. Današnja tema je materinstvo in vrednost žensk v vlogi mater, skrbnic, vodij svojih družin. Zakaj je v 21. stoletju materinstvo postalo tako zelo zahtevno? Medtem ko se ljudje okoli nas sprašujejo, le kako ji to uspe, se sama sprašujem, si morda kot ženska nalagam preveč bremen? Z nami sta doktorica sociologije, psihoterapevtka, coachinja in avtorica knjige dr. Saša Krajnc, ki se pri svojem delu posveča osebni rasti, samospoznavanju in preseganju tradicionalnih vzorcev pridnosti. In pa Ana Rozman, novinarka, zaposlena na Radiu Slovenija, pisateljica, učiteljica yoga dance, Shakti dance in mama, ki v svojih knjigah in na delavnicah odpira teme o notranji rasti, materinstvu in pomembnosti zavedanja lastne poti. Saša in Ana, pozdravljeni. Pozdravljeni. Živijo. Bom kar takole začela, ne vem, kako je pri vama, ampak meni se zdi, da se v vlogi matere pogosto ujamem v vprašanja, kot mi gre dobro, kaj naj z vsemi občutki, ki jih otroci vzbujajo v meni, kako naj si čas razdelim med vse želje, pričakovanja in dolžnosti, ki jih kot mama imam. Imam 3 otroke, Ana, vi imate 2, Saša, vi enega. Sprašujem se tudi, sem dovolj dobra mama? In vprašam vaju, kako vemo ali pridemo do spoznanja, da smo dovolj dobre matere? Jaz bi rekla, da sem veliko časa preživela kot mama v občutkih krivde. Dokler nisem začela spoznavati, da so zahteve in pričakovanja družbe, po katerih moramo biti popolne, vse svoje vloge opravljati 100%, da so ta pričakovanja povsem nerealna. In sproti sem spoznavala, da nekako nas družba programira na ta način, da nam že od začetka vcepljajo počasi občutek pa prepričanje, da nismo dovolj dobri. In potem nam rečejo oziroma sporočajo, dovolj dobra boš takrat, ko boš to in to in to, se pravi izpolnjevala skoraj do popolnosti zunanje zahteve in pričakovanja. In potem, kadar nam to ne uspeva in slej ko prej se seveda soočimo s tem, da je to tako rekoč nemogoče, takrat smo mi tiste, ki prevzamemo to krivdo nase, kot da je nekaj narobe z nami. Pa v resnici ni. Zato sem se sama morala naučiti, da so torej te zahteve nerealne in da ni nekaj narobe z mano. Nekaj je narobe s pravili, pričakovanji in zahtevami, ki jih družba pred nas postavlja. Ana, zdi se mi, včasih je bilo dovolj, recimo, so rekli, karikiram, da je otrok oblečen, da je sit, in matere so se v bistvu ukvarjale s čisto povsem drugačnimi zadevami. Danes imamo v glavi 1001 stvar. Kako vi to doživljate? Ja, absolutno res, 1001 stvar. Danes več nič ni dovolj. Sodobna mama se počuti, da ona sama ni dovolj. In to izhaja iz enega inherentnega občutka, notranjega občutka, kot je Saša rekla, da nismo dovolj dobre. In ko postanemo mame, dobimo, se pravi, novo vlogo in zdaj se še v tej novi vlogi spet počutimo, da nismo dovolj dobre. Torej, ko dobimo otroka, želimo mu vse najboljše na svetu, logično, rade ga imamo najbolj na svetu. In enostavno pričakovanja družbe, generacijske, vse to, kar smo prejele skozi generacije žensk, ki so prišle pred nami, dobivamo sporočilo, moraš biti popolna, vse za otroka, žrtvovati se moraš. Se pravi, mi svojo vrednost črpamo iz tega, koliko se žrtvujemo za druge. Nismo več vredne same po sebi, samo zato, ker smo. Ampak smo vredne, če smo popolne za svoje otroke, če smo popolne za svoje partnerje, če smo popolne
hčerke, sorodnice, prijateljice, če smo zrealizirane na kariernem področju. In to je enostavno neverjetno breme, ki ga nosi današnja sodobna mama. Saša, kako vidite, vi bom rekla, posplošeno, kako presekati ta vzorec? Vi kot nekdo, ki je specialist na vseh teh področjih, kako vidite vi, kaj nas lahko spremeni? Odgovor je vedno znova obračanje vase oziroma pot navznoter. Sama sem na tej poti že 2 desetletji, da se zavestno ukvarjam s sabo in obračam vase. In na tej poti sem spoznavala, da so te rane zelo globoke tega občutka, da nismo dovolj dobri, da nismo vredni. In tu je treba začeti. To je tista izvorna rana, ki mislim, da jo bolj kot ne nosimo vsi. In ko to enkrat ozdravimo in za sebe lahko rečem, da čutim, da so te rane ozdravljene, takrat tudi v vseh teh vlogah si ne prizadevamo več biti popolne, ampak čutimo, da smo dovolj dobre. Tudi mogoče napak več, ki jih naredimo. Recimo sama osebno sem se naučila na tej poti, da napak ni. Tudi pri vzgoji ne. Da so samo neke odločitve, za katere lahko, ki jih nenehno sprejemamo na poti življenja, in te odločitve imajo takšne ali drugačne posledice. In kadar mi posledice niso všeč, ali pa recimo konkretno v vlogi mame vidim, da neka stvar ne deluje, potem enostavno se iz tega nekaj naučim in naslednjič sprejmem drugačno odločitev. In kadar na napake gledamo na ta način, potem to breme popolnosti počasi odlagamo tudi. Plus to, kar sem rekla, da ozdravimo te občutke nevrednosti. Ana, kot avtorica knjig Prvo leto mama in Sencen glas se posvečate raziskovanju odnosa z lastno dušo in notranjo močjo. V prvi knjigi se v vseh aspektih ukvarjate z materinstvom, v drugi govorite o tem, kako pomembno je sprejeti svojo temo in spet kot ženska postati cela. Je bilo materinstvo za vas vedno naravno, ali ste se tudi vi kdaj soočali s to, najbrž o tem tudi, kar pišete, s to temo? Ja, jaz sem v svoji prvi knjigi, se pravi Prvo leto mama, sem popisala svojo osebno izkušnjo prvega leta materinstva. To sem naredila zato, ker sem se res počutila, da take vrste literatura v Sloveniji manjka. Namreč, ko sem jaz sama postala mamica, sem šla na Google potipkat osebna zgodba materinstva. Če obstaja osebna zgodba slovenske matere, kako je doživljala prvo leto materinstva. Ker meni osebno je bilo prvo leto materinstva izjemno težko, izjemno naporno in nisem se znala soočati z vsem tem, kar se mi je dogajalo to leto. Nekaj moramo vedeti. Ženska rodi. Recimo, da ima za sabo travmatičen porod, kot sem ga imela jaz. Pred sabo ima novorojenčka, za katerega mora 100% skrbeti. Ona ne more predelati svoje težke travmatične izkušnje, ampak se mora 100% posvetiti dojenčku. In zakaj je danes toliko, recimo, poporodne depresije? Ravno zato, ker ženska nima prostora predelati in sploh dojeti, kaj se je njej zgodilo, ko je postala mama. A veste, jaz vedno rečem, ženski se ne rodi samo otrok, ženska se rodi na novo, 100%. Ona postane nova oseba. In družba kar pričakuje, da bomo mi zdaj z lahkoto nekako se prelile v to vlogo in bile v tej novi vlogi absolutno nepopisno 100% srečne. Ne? In zato sem jaz hotela realno povedati. In jaz v moji knjigi Prvo leto mama realno povem. Jaz povem o mojih težkih trenutkih. Jaz povem, kako sem jaz občutila, ko ti otrok joka in ne veš, kaj narediti, in ko si neprespan, ko si, kaj potem narediti? Na koga se obrniti? Jaz mislim, da manjka realnih zgodb. Ženske potrebujejo slišati drugo žensko, da po resnici pove, kako je. Drugo knjigo sem pa napisala, ko lahko povem točno trenutek, kdaj se mi je zgodila moja druga knjiga. Namreč jaz za vsako knjigo pravim, da se mi zgodi. To je bil en zelo prelomen trenutek v mojem materinjenju. Namreč moj mož je bil na službeni poti. In moja 2 fantka sta bila takrat stara 1 leto in 4 leta. Meni je bilo izjemno težko biti sama z njima doma. Pa nisem bila dolg časa.
a ne da bi zdaj rekla v nedogled. Ne, to je bil en teden, ampak meni je bil ta teden neverjetno naporen. In ko sem jaz začutila, da ne zmorem več, sem poklicala mojo mamo po telefonu in sem jo prosila, če odpelje oba fantka v živalski vrt. Odprla sem laptop in na vrh Wordovega dokumenta napisala besedo sesuta. In potem se je samo usul plaz besed. In sem se odločila v tistem trenutku, da bom napisala resnico o tem, kako se počutim kot sodobna ženska in sodobna mama, kaj vse me teži, kakšni občutki krivde me težijo, kakšni dvomi me težijo, kako se skozi počutim, da nisem dovolj dobra, kako sem negotova. In sem dobesedno tako naslovila tudi svoja poglavja. Jaz verjamem, da marsikdo, ki prvič odpre mojo knjigo, jo tudi zapre, zaradi tega, ker se ne zmore soočiti z mojimi poglavji. Namreč naslovi mojih poglavij so kriva, nepopolna, negotova, negativna, šibka, apatična, vse to, kar jaz kdaj znotraj sebe občutim in se skrivam pred tem, hočem to odriniti, hočem to potlačiti, se ne želim soočiti s tem. Ampak, kot ste lepo rekli na začetku, če ženska zares želi postati cela, če zares želi zasvetiti v polnosti, se mora soočiti s svojo temo. In to sem jaz naredila v moji knjigi. Sam še to sem hotela dodati. Kar je najbolj rezoniralo z mano v tem trenutku, ko sem se jaz počutila, da sem sesuta, ko sem pač skrbela za 2 fantka sama, tisti en teden, kaj sem jaz ugotovila? A danes sodobna ženska sploh lahko reče, ne zmorem? A lahko reče, ne zmorem? Brez da bi se sesula pod težo notranjih očitkov, občutkov krivde, občutka, da ni dovolj dobra. A lahko reče, ne zmorem, samo kot dejstvo, samo s piko na koncu. Ne moramo tega reči. Mogoče za vas vprašanje, ne, Saša, kako je zares. Pa eno stvar sem želela še dodati. Ženska se sooča z vsemi temi občutji, ampak ko si mama, je pogosto potrebno vse te občutke dati nekam na stran, zato ker je nekdo, ki te opazuje, ki računa na te, ki v bistvu srka tvojo energijo, ne, konec koncev. In v bistvu se dostikrat ženske spopadamo ravno s tem, ne, kako biti pristne, pa hkrati dajati pomembno sporočilo naprej o svojim otrokom, ne, torej, da ni nič narobe, ne, tako da ja, ali smo lahko ženske sploh sesute, kot mame, kot, ne. Jaz bi tu izhajala iz čisto osebnih in praktičnih, bom rekla, zadev. Meni je bilo pomembno, ker sem te občutke, tudi ko so se mi porajali v konkretni situaciji do otroka, sem jih poskušala nekako potiskati na stran, ne, zato da bi bila pred njim v redu. Ampak s časoma sem se naučila ubesediti, ampak na zdrav in konstruktiven način, ker je itak je čutil. In še vedno zelo dobro čuti. In se mi zdi, da otroci so genialni v tem, kako čutijo, kaj se znotraj nas dogaja. In ravno, verjetno vse tri vemo, ravno na tisti najslabši dan, ne, najbolj pritiskajo na te naše gumbe. In jaz sem se naučila povedati, ubesediti, glej, jaz sem zdaj jezna, ali pa zdaj ne morem, in zato se bom, ne vem, za nekaj trenutkov umaknila, ne vem, v kopalnico ali v sobo ali kakorkoli. Prav povedala sem, to ne pomeni, da te zapuščam, jaz samo se moram pogovoriti s svojo jezo. In to sem od majhnega, kadar je bilo potrebno, kadar je pač bila situacija taka, da si sam z otrokom in potem sem opažala, da je on to začel povzemati. Se pravi, jaz ne morem govoriti s tabo, ker sem jezen, ne, in grem predihati svoja čustva. In meni se je takrat zdelo, da sem dosegla, rekla, svoj namen, oziroma da se dogaja tisto, kar je res bistveno, da znamo poslušati sebe, in če že od majhnega otrok ve, da je jezen in zna to ubesediti in potem nenazadnje tudi poskrbeti za to jezo na konstruktivni način, jaz mislim, da sem vsakič znova na ta način dosegla to, kar želim naučiti otroka v prvi vrsti. Bom rekla, da se dosti pogovarjamo, ali pa bi rekla, ocenjujem, da podobno razmišljamo, ali pa
da vse tri znamo na nek način sprejeti svoje občutja. Kaj pa ženske? Seveda obstajajo tudi takšni, ki pa težko sprejmejo ta občutja, ki jih imajo bodisi v odnosu do svojega otroka, do družine. Njih za obsojati, ampak ženske včasih izberejo tudi kakšno drugo opcijo v smislu, ne bom toliko časa preživljala s svojim otrokom, raje bom izbrala kakšne druge aktivnosti. A so te ženske bolj svobodne, Ana, ali v bistvu bi mogle bolj sebe začutiti? Kako vi to gledate? Ja, jaz iskreno ne poznam veliko takšnih žensk, jaz poznam bolj drugi pol, se pravi ženske, ki si težje vzamejo čas zase in v bistvu se razdajajo, in zelo nekako težko začutijo svoje potrebe in svoje želje. Verjamem pa, da nekatere ženske tudi na nek način bežijo iz svojih družin. Ker imajo mogoče tudi take vzorce, ne? Ni vse tako samo v njih, no? Tako razmišljam. Ja. Kar jaz opažam je, da enostavno ženskam se res v tolikšni meri spremeni življenje. In količina časa, ki potem ga ti preživiš z otrokom, ali pa recimo če imaš enega otroka ali pa dva otroka, in če želiš biti prisotna, zavestna mama, enostavno te to lahko na neki ravni šokira. Šokira te lahko, kako ti več nimaš svojega preteklega življenja. In če neka ženska težko to sprejme, težko to dojame, potem, tudi ko že ima recimo tista dva otročka, na nek način želi to svoje preteklo življenje nazaj in na nek način potem beži v morda preveč časa zase. Oziroma, zdaj, kje je ta meja, ali pa recimo prava mera, da si vzamemo čas zase, pa hkrati se zavedamo, odločila sem se za ta dva otroka, rodila sem ju, odgovorna sem za njiju, potrebujeta me, njuna mama sem. Kje je zdaj ta prava mera? To mora vsaka ženska pri sebi začutiti. Še eno drugo tematiko bi izpostavila, ki je vezana na to našo vlogo materinstva, in sicer zgled mame, ki jo imamo. Torej, kakšne stvari smo se naučile, kaj smo bile sposobne preseči in kako delujemo. Jaz se dostikrat najdem v tem aspektu, zdaj pa v bistvu zelo podobno delam kot svoja mama. Saša, vi ste v bistvu v teh dneh bo išla vaša knjiga, če sem prav razumela, od pridnosti do pristnosti, torej kdo smo, ko ne živimo več za druge. Tako, in v njej opisujete svojo zgodbo. V njej opisujem svoje izkušnje odraščanja ob cankarjanski materi. Torej materi, ki se pretirano razdaja za svojega otroka, po drugi strani pa pričakuje, da ji bo otrok zamenil za to izkazal hvaležnost, tako da bo skrbel za njene potrebe. In to je precej boleča izkušnja za otroka. In opisujem v knjigi tudi to, kako družba še vedno glorificira cankarjanstvo in to prekomerno razdajanje. In rekla bi, da opisujem, kakšne posledice je to pustilo zame in kako sem se skozi te izkušnje naučila skrbeti za potrebe drugih, ne pa tudi za svoje potrebe. In tega sem se potem bila primorana naučiti šele v odraslosti, da sebe postavim na prvo mesto, da si dam veljavo, da si dovolim biti pomembna sama sebi, da si dovolim biti najpomembnejša oseba v svojem življenju. In šele takrat, kadar izhajam oziroma imam takšen odnos do sebe, lahko se do te mere napolnim, da lahko iskreno dajem drugim. In iz notranje pristnosti namesto z odjeze stisnjenimi zobmi, kot recimo da je cankarjanska mati, ki v resnici zameri, da mora biti tu za druge, namesto da bi bila zase. Pa tako, kot sem rekla, hkrati pa pričakuje, da bo otrok zadovoljil njene potrebe, kar je dejansko čustveni incest. In pušča zelo globoke posledice. Zdaj, v knjigi tudi na začetku opisujete o tem, da je bila mama ves čas prisotna, tudi čeprav sta sami živeli v hiši.
vam je učitala marsikaj, ne? Kako v bistvu potem res presekati ta vzorec in kaj bi svetovali takim ženskam, ki se znajdejo v takšnih situacijah, v takih vlogah? Odgovor se mi zdi vedno znova prevzemanje radikalne odgovornosti zase. Ker cankarjanske matere v resnici ne prevzemajo odgovornosti za svoje potrebe, za svoje želje, za svoje odločitve in potem velikokrat se od drugih pričakuje, da bodo, nam brali želje iz oči in, zadovoljevali naše potrebe, še preden jih sploh ubesedimo, ampak enostavno se treba učiti vedno znova in postopoma, ker je to proces tega, kako prevzeti radikalno odgovornost za svoje misli, za svoje čustva. Nenazadnje tudi čustva lahko izbiramo, kaj bomo čutili, kako se bomo počutili. In na ta način vzamemo moč nazaj v svoje roke, ker v odločanju ravno o tem, kaj bomo, leži naša moč, torej v odločanju o sebi. Ana, kako pomembno je po vašem mnenju govoriti o teh težkih občutkih, kot so utrujenost, krivda, dvom, to, kar ste v bistvu že prej naštevili kot poglavja svojih knjig? A se ženske sploh pogovarjamo dovolj o teh stvareh kot matere? Jaz mislim, da se ne pogovarjamo dovolj o tem. In moja izkušnja ravno preko tega, ko sem napisala to knjigo in odzivi žensk na to, kar sem jaz napisala, so bili neverjetni in so še vedno. Zahvaljujejo se mi, počutijo se, da sem ubesedila določene stvari, ki jih same ne znajo ali si jih ne upajo, ali pa na neki ravni niti ne vejo, da jih občutijo, ker so jih potlačile tako globoko. Mnoge so mi rekle, da ko ena ženska spregovori, da glas drugi, da lahko tudi ona spregovori. In zato se mi zdi toliko pomembno, da tiste, ki čutimo klic, da pišemo o tem, da govorimo o tem, da to res nekako pogumno naredimo. Zaradi tega, ker zelo pogumno se je izpostaviti in biti ranljiv v svojo temo in povedati, to je moja tema. Samo dejstvo je, to so samo pač določene občutja in čustva, ki jih občutim. In ravno s tem, ko jih podelim, jih že ozavestim in na nek način sprejmem. Saša, se mogoče spomnite potem tega enega trenutka, ko ste se zavedli, da morate postaviti meje zase in za svojega otroka ali pa tako? Se spomnite mogoče tega? Prav spomnim se trenutka, sicer ni bilo povezave z otrokom, ampak preden sem dobila otroka, spomnim se, da so se mi noge tresle in da se mi je glas tresel, ampak kljub vsemu sem se postavila zase. In se mi zdi, bilo je konkretno v službi, kjer so mi vedno znova nalagali delo in sem bila že čisto utrujena. In takrat se spomnim, da sem te svoje meje ubesedila nadrejenemu in se postavila zase. Ana, a obstaja mogoče kakšen trenutek materinstva, ki ga ne bi želeli ponovno podoživeti, da ste se nekaj zelo pomembnega naučili v sebi? Zdaj prva stvar, ki mi pade na pamet, je en trenutek, ko mi je bilo res, res težko, se pravi po porodu mojega sinčka prvega, ravno zaradi tega travmatičnega poroda, ki ga nisem nekako imela časa predelati. In sem se odločila, da enostavno potrebujem pomoč. Moj dojenček je bil star 6 tednov. Jaz sem si poiskala terapevtsko skupino za mamice. Jaz sem imela najmlajšega dojenčka, seveda ne tam. Zelo mi je bilo blagodejno, da sem sedela v krogu z drugimi mamami, ki sem v bistvu prvič v življenju imela stik z drugimi mamami, ker sem pač jaz bila novorojena mama. Pri tem mi je zelo pomagala moja mama, ki je pred to stavbo, kjer smo imeli mi srečanje, vozila v vozičku mojega 6-tedenskega dojenčka. Vemo, kako je, ko je dojenček toliko majčkan. Mora biti mamica v bistvu na voljo, da ga podoji in tako. In recimo ta trenutek je bil zame prelomen, zaradi tega, ker sem jaz sama šla po pomoč. Se pravi, jaz sem čutila, nisem v redu, čutim, da
psihično nekako padam, v neko temno luknjo, kaj lahko naredim. In sem spet prav šla z namenom, na računalnik poiskati to skupino. In moram reči, da mi je ogromno dala, da sem lahko ubesedila to svojo porodno izkušnjo, da sem jo lahko predelala. In to je bil absolutno zame korak k celjenju. Zato jaz polagam na srce vsem mamam, ki se počutijo osamljene ali pa kakorkoli same. Veste, porodniško je lahko zelo osamljeno obdobje. Nekako si med tistimi 4 stenami z dojenčkom. Nujno se je družiti, nujno je v bistvu povedati, pokazati, rabim podporo, rabim pomoč, tudi preko, zdaj tudi ogromno možnosti preko spleta. Že tudi preko spleta je toliko že stvari možno, da tudi če dejansko ne moreš fizično ven iz doma, si lahko omogočiš podporo in se potem res boljš počutiš. Tako da to, recimo. Saša, midve z Ano imava obe, bom rekla, mačkan mlajše otroke. Vaš sin ima 15 let. S čim se vi, recimo, kot mama v tem obdobju soočate, ko ste dali mogoče te, pravijo, majhni otroci, majhne skrbi, a je potem res tako, da se kot mama imate mogoče večje strahove? Zdi se mi, da te svoje strahove precej dobro obvladujem, ker vsaj pri sebi vidim, da večinoma niso realni. In takrat, ko jih pomirim, tudi lažje potem vidim njega na drugi strani in kaj se v resnici dogaja. Tako da ne bi rekla, skoraj ne, da so večji otroci in večje skrbi. Zato, ker se mi zdi, vsaj jaz to izkušam, da mi vedno znova nastavi ogledalo. In kar mi je v zadnjem obdobju predvsej, bom rekla, dragoceno opazovati, je to, da se, bom rekla, vede na podoben način, kot jaz njega vzgajam. In v tem smislu mislim ogledalo. Se pravi, mi nastavi, zadnjič je ravno rekel, ker to bi rekla, kadar želimo, če želimo otroke nekaj naučiti, potem mi moramo to kazati z zgledom. In jaz se tudi trudim, da sem zgled, kolikor je pač to mogoče. In zadnjič nedolgo nazaj se spomnim primera v avto, ko mi je izletelo par sočnih, je sedel zadaj in rekel, še dobro, da delam na sebi, če ne, Bog ve, kakšen bi bil. In jaz to nisem vzela kot žalitev, ampak kot pravi, dela na sebi. Če ne bi mama delala na sebi, potem te izjave sploh ne bi bilo. Tako da velikokrat je komično, včasih je pa težko in takrat pač sproti. Zdi se mi dragoceno to, kar je Ana rekla, iz situacije v situacijo, pa od osebe do osebe se mi zdi. Ni nekih receptov, pa formul, ki bi jih v teh odnosih lahko uporabljali za vse enako. Kaj bi mogoče obe svetovali ženskam, ki čutijo pritiske družbe in okolice, da morajo izpolniti vsa pričakovanja kot matere, pa same čutijo drugače? Kako naj najdejo svoj glas? V prvi vrsti nad vse in čez vse sočutje do sebe. Sočutje do sebe. Res. Ženske smo sposobne ogromno ljubezni, sočutja in razumevanja do drugih. Vse razumemo, dajemo, razdajamo se, ljubimo, smo nežne do drugih, nam je to zelo naravno. Ko pa pride do sebe, imamo pa rezervo. Vsaka ima še rezerve, da je lahko bolj sočutna in bolj ljubeča do sebe. Jaz sem 100% in na temu je treba delati. Kakšno je vaše mnenje? Tudi jaz ne bi kaj drugega mogla reči na to. Se pravi, da smo sočutne in ljubeče. In če bi zdaj recimo imele še eno čarobno paličico, s katero bi se v prvi vrsti znebile vseh pričakovanj družbe, kaj mogoče še nek tak nasvet, ki bi ga dale ženskam, da bi jim ali pa nam olajšale materinstvo? Jaz bi rekla, da, kot sem že prej poudarila, da
je res pomembno, da se zavedamo, da so pričakovanja, ki jih družba pred nas postavlja, nerealna. In da meni je sčasoma uspelo najti neko svojo pot, oziroma se danes veliko manj oziram na to, kakšna so pričakovanja in kaj bi bilo primerno in kako bi bilo primerno, da se moj otrok vede, seveda, da se vede skladno s pravili. To ne govorim o tem, ampak pomembno se mi zdi, da predvsem sebe poslušamo in da spuščamo ta pričakovanja, ker ko odložimo to breme vsega tega, kar se odzunaj od nas pričakuje, se mi zdi, da dosti bolj lahkotno zadihamo in tudi, kot smo prej rekli, smo veliko bolj prijazne s sabo in ljubeče s sabo. Ja, enako. Meni se zdi, da enostavno družba, ki je obsedena s perfekcionizmom, vpliva na posamezno žensko, ki prav tako stremi k nekemu popolnemu idealu, ki je popolnoma nerealen. Ne moramo biti vse za vse nenehno. Zato jaz pogosto, če imam stik 1 na 1, recimo z žensko, jaz si pogledam globoko v oči, pa ji rečem, super si, dovolj dobra si, vse je v redu, trudiš se po svojih najboljših močeh. A veste, kakšno breme pade iz ramen mame, ki se skozi sama navznoter počuti, da ni dovolj, da ni v redu, da bi mogla več, bolj sočutno vzgajati, drugače reagirati, ker sicer bo zatravmatizirala otroka, bolj polnovredne obroke kuhati, se več z otrokom igrati. A veste, koliko je to pritiska na nas? In ko mi vsaj za eno plast oddamo ta pritisk, se pravi, se ga osvobodimo, lahko res lažje zadihamo. Super. Ja, če smem še sama pripomniti, jaz bom pa tako, bom rekla, iz sebe izhajala. Meni se zdi pa zelo pomembno, da smo tudi iskrive, da smo igrive, da kadar se nam zdi, da pač gre ful stvari v dnevu narobe, da gremo, na hrib, pa se z otroci kotelimo po njem, da si kdaj privoščimo glasno glasbo, pa norjenje, da res skozi te aspekte, tudi skozi otroške oči začutimo to svojo pristnost, energijo in se rečemo, ok, saj ni konec dneva vse bilo prav, kar smo naredile, ampak smo bile pa tudi me kot me, tisti naš notranji glas. Hvala obema za prijeten pogovor, hvala tudi vam, ki ste nam prisluhnili. Morda še vprašanje v razmislek, ki si jo je vredno postaviti. Kdo sem, ko odvržem vse vloge, ki jih imam v življenju? Kaj je tisto, kar mi v resnici ostane? Ni univerzalnega nasveta za to, kako biti dobra mama. Pomembno pa je, da najdemo svoj glas, zaupamo svojim občutkom, predvsem pa dovolimo sebi in drugim mamam, da smo čutne, ranljive, močne in predvsem pristne. Hvala in se vidimo zopet čez 14 dni.